se ti včasih po noči se mi sanjalo, sem suha, ne, se zjutraj zbudim, daj, kaj je zdaj spet to je. Če ti to sam nočeš, ti lahko govori, koliko čejo. To se moraš ti sam odločiti. Hribe meni to dajo vse, ne, tele višince, to je najbolj pomembno, tečem pa itak, da vem teč, ne. Če samo en korak bi stopil, pa verjetno več povrat to ne je bilo. Tak glih ta zadnji cajt sem se postavil, ne. Bil sem na Golici, pa sem se že videl v Kranjski gori v Cilu, poti pa pravi, zdaj pa što. To je zdaj ta druga droga, zasvojenost, no, tako da povem, ne. Prej sem imel tisto, samo je ta dosti boljša, ne. Spoštovani in spoštovane, ne, ja, to ni prvi poskus snemanja tegale podcasta številko 231 je drugi, ne, ampak to veva samo mi dva. Simonom Srešom, ki je danes moj gost. Simon, dober večer, živijo. Dober večer. Končno so se našli. Evo, sem tako vesel in navdušen, da sem, ja, ko sva prej začela se pogovarjati, pozabil stisniti gumb za snemanje, no zdaj sem ga. Nič dobrega, spoštovane, ni ušlo mimo, vse bova povedala. Tako, Simon, danes si najbrž že tekel, kaj ne? Seveda. Spodobi se jim prilične, to je tvoj ritual, to je tvoja navada. Navada. Kje najraje tečeš, Simon? Ja, pri nas je kje? V ravnino, ne. To me najbolj samo da ni asfalta, ne. To mi je najbolj med njivami, pa tam imam eno stezo, tako da je. Sicer je bilo več gozda za polet, ko je vroče, ampak se da, se znajdemo, ne, tako da imam svoj ritual in to grem. Tako da. Eno stvar razčistiva najprej, ja, na Facebooku piše Bratonci, na kakšnih prijavah piše Beltinci, kaj je prav? To je, Bratonci, tisto je pa pač občina Beltinci, pač tako imamo, ne, tako da v bistvu je to samo 2 kilometra razlike. Spoznavanje narave in družbe, Simon, zato ker, veš, najni poslušalci, najne gledalke morda ne vejo, ja, da sem se danes s tem podcastom preselil v Prekmurje, čudovito Prekmurje, odkoder si ti doma, premalkrat sem tam, bom rekel, in fizično in virtualno. Kako bi ti, recimo, na kratko opisal Prekmurje? Ja, je lep, kaj pa ti naj vem, vse je ravno, pri vas v hribi, ne. Zato pa tudi jaz rad pridem k vam, ne, pri nas je pa tudi lepo, ne, tako da vabljeni, ne, kaj pa naj drugega rečemo, ne. Pridite kaj v Prekmurje, ne, v Prekmurju je, preden sem začel snemati, ujel z enim očesom, mislim, da je neka oddaja bila o okusih oziroma kulinariki Prekmurja, mislim, da ima tam enega znanega mesarja Kodilo, ki dela. Kodila, najboljši. Se strinjam, prej sem poznal Kodilo kot pa res Prekmurje, no, in potrdim, da se tam dobro je, da se teče, da se da dobiti tudi kakšen klanček, če je treba malo naprej, na Gorička, Metko. Goričko, no. Sicer pa ti klance viščeš vse povsod na soboto, prejšnjo soboto, jaz sem se srečala na Velenjskih, ne klancih, pač dol pri jezeru, ti si zastavil tam en trail, je tako, ja. Tako, 18 kilometrov, pravim, končno brez dežja, ne, zmeraj sem imel slabo vreme, končno se uštima tudi vreme. Da smo vsaj videli malo razgleda ta dol proti temu Velenjskemu jezeru, ker drugače nisi videl nič. Celo lansko leto je bilo dežja in samo dežja, ne. Tako da, glavno, bilo je super, ne. Ja, jaz sem Marko Takrenkarja vprašal, če bo treba kaj doplačati za to vreme. Pa je rekel, da naslednje leto bo za nazaj poračunal. Vse res luštno, tudi velenjski hribi so luštni. Se da s trail tekom, praviš, spoznavati domovino na malo drugačen način? Ja, seveda se da, ne. Saj pri nas jih ni, ne, v Prekmurju, ne vem, škoda, ne, ampak vseeno moraš iti, mi Prekmurci itak moramo iti malo dal, ne, ampak da se spoznavati, to je to, ne. Tako da prej sem pač hribe imel, ne, in to je glih povezava, tek in trail, ne, hribi, to je vse skupaj, zdaj sem zmešal, ne. In pravim, trail mi dosti bolj odgovarja kot cesta, ne, tako da je boljše, no.
Res je tako, ja, tisti moji gledalci, najni gledalci, poslušalci, ki pravijo, samo v Trelaših, po Trelu se še pogovarjate v tem podkastu, ni to čisto res, imam tudi tekače vseh, bom rekel, specialnosti, ampak je nekaj na tem Trelu, no, ki privlači tudi tiste, ki so morda specializirani za kakšne druge discipline. Simon je tak, ki je. Poleg tega, da je Trelaž bil svoj cajt, je tudi maratonc na cesti, pa še kdaj bo morda. Pa ne samo to, ja, je samo to, ne samo Ne. to. Nikak še tisti kraj 12 ur, ne, bom zmeraj prišel, zato ker tisti je pa res. Ne. Tam sem tudi prvo 100 dosegel, cestno, a ne, sicer dober, noge peče, vse nima veze, to bolečino hitro pozabiš, ampak kraj je vse en kraj, tih 12 ur, to je to, ne. Če glih se v tistem krogu vrtiš, da se ti vse vrti, ampak si na koncu itak vesel, ne. Tako da pravim, nimam kaj reči, no, tako da pravim. Se sam trail ti pa da nekaj več, no. To bodo trailaši itak vedeli, o čem govorimo, ne. Trail ti da, ne vem, tam hitro nekega spoznaš, ampak pogovarjamo se med sabo. Tega na cesti več ali manj skoraj da ni, a ne. Samo vsi šibamo, samo tisto uro gledaš po sto, a ne, se že malo pozna, pa kaj takega, ampak načeloma pri trailih pa ni, a ne, tam pa imaš cajt se pogovarjati, celo tam na dolgih, a ne, tam Ta ura pol kar naenkrat zgubi, ne, svoj pomen, ja, in verjamem, da velikokrat smo to že omenjali v tem podcastu, je to eden od tistih privlačnih lastnosti tega traila in popularnost temu seveda primerno sledi. Jaz, Simon, ne bo govoril samo o trailih, naj te na hitro predstavim, no, čisto o tem, to, kar o tebi pač vem, ja, preko Murec svojih 50-ih, tako, ki dela v Lek veterini, tako res zahaja v naše konce na Gorenjsko in širše v hribe, kaj pa po trailih po Sloveniji in tudi še kje drugje, tako te traile si posvojil v zadnjih letih, tako da si praktično skoraj na vsakem nekje odteku si tudi razdalje, čez 100 km odteku si 100 milko, evo, kaj še reči potem človeku, ki je vse to naredil, pa 100 km v 12 urah, tako, pa na državnem prvenstvu na 100 km si tudi bil, kje nisi bil, pa še kakšne plane imaš, o katerih bomo govorili, ampak kaj je na tebi tudi fascinantno, tisti, ki ste zadnjič morda pošpegali na kanal, tisti prispevek v Simonu Srešu, veste, o čem govorim. Človek, ki je bil desetletje ali več, bom rekel, 100 kil težji, ja, 100 kil več Simona Sreša bilo takrat, ampak zdaj bi rekel, ga je 100 kil manj, ampak ga je pa filozofsko, mentalno in človeško še bistveno več. In o tem bi govorila, o tem procesu, kako si prišel do današnjega Simona Sreša, zakaj, kako, to marsikoga zanima in ob tem seveda, kako si tudi našel tek, pa kam se seveda oziraš v prihodnosti. Pa najprej hvala, Simon, najprej hvala, prosti, hvala, da si prišel, no, najna, rekel, pot do tega podcasta je bila tudi kar malo ultramaratonska, ampak ja, čas je dozorel. Tako da, Simon, vrhunsko, daj mi nekaj povej, nekaj mi zanima, kako pogosto se tehtaš, recimo? Pa enkrat na teden, če. Saj zdaj ne rabiš, a ne, ker nekaj, ko sem prej to delal, se skoraj vsak dan, a ne, samo to ni prav, ker pol to ti vse zbija, ne, in ko sem pa začel skušati, a ne, to je bilo 2005, ne vem, kaj me je prijelo, ne vem, jaz še zmeraj povem, ne vem, a ne, pravijo, da moraš se nekaj močno želeti, a ne, in jaz sem se res močno želel, da bi skušal, veš, se ti včasih po noči se mi sanjalo, sem suho, a ne, se zjutraj zbudim, daj, kaj je zdaj spet to, a ne, pol pa prideh teh 2005, a ne, semkrat, ja, pa sem pol slišal za tole ločevalno dieto, je bila tisti cajt ful popularna, a ne, pa sem pol začel, a ne, tistih 90 dni se obrača, pa super, na začetku je to, veš, ko gre to dol, sam voda s tebe, to je 20-30 kil, to je bilo ko šus, a ne, pol pa greš tja do 130, pol se pa že začel tisti štop, a ne, bolj, včasih je mesec, en mesec, nikamor dol, nič, manj ješ, nič, a ne, veš, kaj je zdaj to, no,
pol je pa spet padlo, a ne, pol pa počas, saj teh diet sem jaz imel dosta, ne, sam pol po drugi strani pa seveda dieta, skušal vsak, ja kao pa pol, a ne, to moraš zdržavati, a ne, in se pol nič, pol sem tak naredil, da sem pol sam šel dalj s tem, to sem se zdrževal in pol nisem več hujšal, sem pač, kak je bilo napisano, tak sem jedel in to je to, a ne. Mora pa biti šport zraven nek, a ne. Sicer kljub vsem kilom, ki sem jih imel, sem še zmeraj hodil v hribe, a ne. Sicer je bilo težko hudič, s tistimi 170 pa 160 kilami, a ne. Ampak jaz tako pravim, hribi so me rešili, a ne. In so me tudi naučili neke vztrajnosti, a ne. In to je to, no in pol, ko sem začel in ko sem to shujšal, pa to, ja, pol pa še nekaj zraven, a ne. Ja, kaj zdaj? Pol pa srečaš ta prave ljudi, ja, tek, a ne. Saj tega, to je najlažje, a ne, saj ne moreš, za vikend sem bil v hribi, kaj pa med tednom, a ne, pol mi je že primanjkovalo, ta adrenalin, to, ono, ja, bolj nič, pol pa s tega teki, najprej 10, pa pol 20, a ne, saj to hiter priješ, no, pol pa, ko smo se prej pogovarjali, maraton ti pa hiter pokaže, kje si, a ne, koliko si treniral, ja, lahko treniraš koliko češ, če ga še nisi pretekel, a ne, ker ne veš, kaj bo, a ne. Po glih v Radencih, a ne, je bil ta prvi na 28 kilometrov štop, šus, lepo si naprej peš, pa komaj, no, se komaj pol do cilja prevlekel, no, bil sem srečen in to je to, a ne. No in pol začneš drugače gledati na maraton, a ne, pravim, do 21 bo vsak hitro prišel, no, ko pa greš še dalj, no, pol se pa začne malo bolj resno delo, a ne. In moraš ga preteči, ker pol vidiš, a ne, kje te zabija, kar ponavadi vsakega na prvem, a ne, tako da, to je to. Ja, mislim, lepo Vaci naredil tole temo, pa to svojo, rekel, transformacijo, ampak mene nekaj drugega zanima, ja, ti v svojih pač poznih 30-ih ugotovil, no, tudi že prej najbrž, da je treba nekaj storiti, ampak ne zbudi se en dan, pa imaš, ne vem, 180-190 kil, to se dogaja nekaj časa. Si v mladosti moče kaj športov, nisi športov, si bil tudi malo močnejši, ali nisi bil? Ko sem jaz, bilo je, v Radencih je bil prvi maraton, to je bilo 81. leta, ne. Tam sem bil, ne. Gremo v Radence, ja. No, pol tisti Radenci, no, pol se je pa začela srednja šola, no, pol se je pa počasi to že začel meni. Tisti hribi so ostali, vseeno, ne, teh več ne. Ko sem začel delati, no, pol tam po 25, no, pol je pa bilo konca, ne, sam hrana, pa pijača, pa to, pa ono, ne, pol pa do 38, ne, pol to skoraj da ni nič, ne, nič od tega, ne, hribi tu pa tam kaj, ne, drugače pa ne, no, pol se je pa bil tisti nek klik, ki je prišel, ne, pa pol sem začel, ne, to s tem hujše, ne, se najprej je šla tale pijača, ne, pol še cigarete, no, pol je pa itak najhujše. Hrano, a ne, jaz moraš, saj piti pa kaditi ne rabiš, a ne, ampak jaz pa moraš, no, in pravim, tisto zadnje je bilo, sem si za konc pustil. Najboljše stvari za konc, ja. Lepo si to povedal, ja, imamo si izkušnje z obemi substancama, recimo, ampak rekel si, ok, mladosti, hribi, to ste hodili družinsko, si sam hodil, z družbo si hodil. Ja, z očetom, a ne, saj mama je tudi, kaj sem večinoma z očetom, a ne. Ker najprej smo hodili, nekaj ni bilo avtoh, a ne, ko še nisem vozil, pa to s planinskim društvom, a ne, pozneje, ko je pa prišel avto, so pa večinoma z očetom hodili, saj jaz, kam šel s temi kilom, sem bil prepočasen, prišel sem, ampak sem se tudi počutiš, da jih sam zaviraš, a ne, to je glih tisto bilo, a ne, in sem pol raj sam hodil in zdaj tudi več ali manj saj se še kaj najdemo, a ne, za hribe, mislim, zdaj že najdemo, ampak prej, ne, kdo bo pa tudi s takim šel, a ne, je bilo raj samo, ne, se pol ti sam matraš, pa kak prideš, a ne. Ampak si predstavljam, da je bilo to tudi tako mentalno zate naporno, pa mislim, malo si bil stigmatiziran na en način, da si imel, si razmišljal o tem, tudi skozi svoje 20, 30, to pa ni v redu, nekaj moram narediti. Ja, saj ti pravim, a ne, saj človek si je zmeraj želel, samo kaj, dobro, ta alkohol sem bil precej v njem, da povem, sem bil precej, a ne, ampak to si misli, zdaj bom, pa me je pol spet potegnilo, a ne, spet nazaj na tisto,
sem jaz dostikrat shujšal po 20-30 kg, kaj mi to pomagalo, čez 3-4 mesece je bilo 40 zraven, a ne, ker sem spet popustil, a ne. Ja. Pravim, to moraš enkrat, ko se odločiš, pa to se moraš pripravljati, glavo, psiha, vse, a ne. In ko se to enkrat vse poklopi, pol pa gre, a ne. Pa tudi, ko sem že rekel tam na kanalu, nekdo te mora podpirati, a ne. Jaz sem imel družino za sabo, a ne. Pravim, če začneš nekaj takega, vsaj eden te mora podpirati, a ne, da ti da. No, pozneje, ko pa že vidiš sam rezultate, pa to, pol pa že gre, a ne. Tako da, to je to, a ne. Mislim, si predstavljam, ja, da ni naporno, bom rekel, samo za tistega, ki pač začne s takim procesom hujšanja, tudi za vse okrog njega najbrž, tudi, ne vem, se ti kdo kdaj morda tudi dobronamerno, kdaj je rekel, Simon, vzemi se v roke, Simon. Ja, sam veš, kako je to. Če ti to sam nočeš, ti lahko govori, koliko je če. To se moraš ti sam odločiti. To je, vsaka odvisnost je taka, a ne. Če ti sam nočeš, lahko družina, vsi ti govorijo, ti v bistvu tega ne slišiš. Tvoj notranji glas ti mora govoriti, da to ni dobro zate, a ne. Da moraš nekaj sam s sabo narediti. To sem ti pa rekel, ne. Po noči včasih sem sanjal, da sem suh, a ne. Se pa prišel, da jebem ti, nič nisem suh, a ne. Pa pravim, pol to včasih, in ko je prišlo teh 2005 letov, a ne, pol se je pa začelo, a ne. Pravim, odkje je prišlo, če je prišlo z vesolja, ne vem, prišlo je, no, hvala Bogu, no, še ta prav cajt, no. A si datum zapisal in boš naslednje leto, bom rekel, praznoval, obhajal 20. obletnico tega dogodka? Ne. Ja, bom, sam na svoj način. O hribih največ, na stotki. Ne, hribi ali pa kak trail bo sigurno, evo, to je to. Mislim, noro, mislim, da ta preklop en dan, da rečeš, ok, zdaj se gremo pa zares, potem čez par dni pa odložiš cigaret, pa pol alkohol. Mislim, veliko stvari se mi zdi, pravijo vsi, strokovnjaki za hujšanje. Cigarete sem še imel malo, ne. Tisti je še bila tak malo, alkohol pa ja, no, tisti sem pa, saj to moraš pustiti, drugače to ne gre, a ne. Zdaj boš to nekaj malo, saj cigaret je glih tak, to sem jih dal stran, čez pol leta sem jih dal stran, je bilo konca, saj včasih še zdaj po noč sajem, da kadim, a ne. To mi je pa zmeraj stric govoril, kaj on je tudi kadil, a ne, kako je prenehal, pa veš kaj, meni se včasih po noč sanja, pa daj ne govori to, ne, kaj se ti sanja, no, evo, pol se meni tudi sanjala, ne. Če zmeraj imaš kakšne prebliske, a ne, tako da, ta zasvojenost te še zmeraj kaj špika pozad, a ne, nekje te probajo, a ne, če boš ali ne boš. No, včasih si rekel, to me tudi zanima, da si sanjal, da si suha, zdaj kdaj sanjaš, da si še preobilen? Ne, hvala Bogu. To pa ne, da bi se zbudil vas prepoten, hvala Bogu. No, ne, to se mi še pa ni pravi, edin cigareti pa so bili, a ne. Ja, cigareti pa niso popuščali. Mislim, ja, ampak ti si bil, ta odločnost, ok, reš hujšati, ne, pustiš tobak, pustiš alkohol, to je veliko stvari, ki te vleče na razne konce. Zdaj, kaj si ti zadal, aj tudi to, ne vem, nehaš hoditi v določene, ne vem, pa lokale, pa v družbo, pa tako naprej, da te skušnjave niso tiste, ki bi te premamle, ker je stres, vse skupaj je bo najbrž velik stres, ne. Ja, saj ti moraš v lokale, pa to, na začetku sem se jih izogibal, ko hudič križa, ko pravimo, a ne, moraš se, a ne, saj družba, mi smo bili večinoma skupaj v službi, a ne, smo delali, smo šli piti, a ne. Ko so ti šli v bistvu v penzijo, tako da se jih nisem rabil izogibati, a ne. Lokalov sem se pa izogibal, ne, saj na začetku moraš, zdaj pa ni problem, saj itak, grem tisto kavo spijem, pa če gremo, zdaj ni več problem, na začetku pa sigurno je velik problem in če kdo to hoče, moraš se izogibati. Celo pa, kdo ima tako družbo, tisto pa itak, a ne. Ker oni bodo te prej, vse bodo te pripričali, da enega spi, a ne. In ko enkrat spiješ, pol pa veš, kje si že spet, a ne. Spet na isti poti, a ne. Isti spirali nazaj. Da praviš, ja, najhitreje šlo vse skupaj v prvih 3 mesecih. Ločevalna dieta, praviš, držal si se kaj, kot pijanec plota, grda primerjava sicer, ampak tistih napisanih količin in to si Ne, v bistvu, vsaj količine glih ne, naprimer za zajtrk sem imel sadje pa do 12, a ne.
pol za kosilo, kot je bilo, so bile beljakovine, naprimer, si pojedel 2 zrezka piščančja, a ne, za večerjo si pa pač imel enega, a ne, pa lahko si pa do solate jedel, a ne, ker do 12 sladko, po 12 pa sladkega več ne, a ne. Pol naslednji dan je bil, mislim, da so bili krompir pa tole, a ne, pol je pa so bili špageti, no za večerjo si pa imel črno čokolado ali pa kos torte, a ne. Ker to je glih tisto, ker je vse, tudi sladko, a ne, ker če ti sladkega ne boš jedel, no to je vsaj pri meni bilo, a ne, pol to si zdržiš, a ne, sam dolg ne. Enkrat padeš nazaj in poješ vse, kar vidiš. Ja, enkaj, ja še zdaj sladko rad imam, a ne, ker se komaj, če kdo kaj pravzaprav, pa daj že spet to moram nositi, a ne, ja seveda, a ne, saj dobro, zdaj ni problem, to zdaj skurim, a ne, tako da moraš biti jesti vse, a ne, tudi sladko, samo ne preveč, a ne, to je glih tista, ne. No, ko sem pa zdaj malo na trejle spet skočil, tam pa lahko ješ neomejeno, a ne, itak gre vse ven. Celo Coca-Cola je itak najboljša, najboljši cuker, kaj ga je, a ne. Če to reče Simon Sreč, pa si mi to zapisal. Črno knjigico, še enkrat več. Proces hujšanja je tek na dolge proge. Mislim, ta primerjava pa najbrž drži. Pri meni celo jaz tak pravim, zdaj, ko sem pretekel teh 100 mil, a ne, za mene je bil še tek na 100 mil, evo. To za sebe pravim, a ne. In to je res en tak dolg proces, jaz sem imel 3 te odvisnosti, a ne, ker sem se jih v bistvu rešil komaj, lahko rečeva komaj, ampak mi je uspelo, a ne. In to lahko sam primerjava s 100 mil, evo. In to je to, a ne. Ne bom kaj drugega reči, a ne. 100 kil dol je kot 100 mil na cesti, ampak precej dlje traja. Tako, 100 mil na trailu. Rekel si, krize vmes je ustavili to hujšanje, zdaj, kako si se prepričal, mislim, ali si tem, ko si se enkrat odločil, leta 2005, potem je bila trajektorija jasna, smer je bila jasna, nisi bo kurčil. Smer je jasna, ampak pridejo tudi, kot v trailu pa v teku pridejo tudi krize, a ne. Kako si premagoval te krize, me zanima, a ne, saj si očitno si močan, tudi psihično, ampak včasih je pa tako hudo. Ja, saj bolj je šlo spet gor, a ne, mogoče kakih 5 kil, več pa nisem pustil. To je pa bilo strogo, je. Če je bilo več kot 5, pol ni šanse, a ne, več nisem pustil, pol, dobro, malo si malo si vdahnem, a ne, ko to rad rečem, malo si vdahnem, no, pol pa spet naprej dol. Če glih pravim, ko telo te v bistvu proba, a ne, če boš zdržal te, ne, ko te ne pusti, enostavno 2-3 tedne ti sploh ne pusti, da bi šlo dol, a ne, veš, da manj ješ, ampak ko pa stopiš na vago, isto, a ne, pol sem se tedensko vagal, nisem več, a ne, nisem več vsak dan, ker ti si brez veze, ker ti so ti psiho ubijo. Na teden enkrat, v ponedeljek zjutraj, pa manj ješ vsega, pa športaš, vaga isto, pa še kako kilo gor, a ne, ko pa je to spet začelo padati, ko je pa spet 6-7 kil v momentu dol, a ne, pa spet, jovo na novo, ponovi vajo, kdo bo koga, a ne. Res je noro, imam tudi sam par takih izkušenj eksperimentalnih, ali karkoli temu rečeš, zelo zanimivo se telo obnaša, ne. Včasih, 3 tedne ni nič, potem se v enem tednu vse zgodi, a ne, in pol pa spet, a ne, to je glih tisto, te proba, a ne, ker mi tudi v bistvu telo probaš, a ne, on pa te pol spet nazaj proba, a ne. Se v bistvu šolal, a ne, kdo bo koga. Ampak vendarle, ko si bil toliko not v temu, ne, pol leta, pa 1 leto, potem si se navadil tudi na en režim, pa manj hrane. Ja, samo pravim, pol sem pa to spremenil v način življenja, tako bi moral že prej reči, a ne. Ker samo hujšanje, saj sluša vsak, pol nastane problem, ko ti prenehaš hujšati, a ne. Samo to moraš pol si že vpeljati v način življenja in pol sem to sam vlekel, a ne. V bistvu zdaj pa že jem vse samo manj, a ne. Zdaj to več ne prakticiram, a ne, zdaj ne rabim več, a ne. A ne, in pravim, ko se to enkrat navadiš, a ne, in pol že vidiš, dobro, zdaj, če na primer kakva fešta, tudi med dieto, a ne, zakaj si ne privoščil, a ne, vse dober. Drugo jutro malo poln, kaj je ta trebuh, a ne, pol ti je malo žal, zakaj, saj nima veze, lahko, ampak pol pa ne več, a ne, pol pa spet. Tisto stari ritual naprej, a ne, zakaj se ne bi, a ne. Seveda se lahko, a ne.
In to sem pač, če je bil rojstni dan, pa bilo kaj tisti en dan v mesecu, ali pa se tudi, če sta bila dva, vse to si hitro nazaj dolgo, a ne, tako da ni problema, ne. Vendar le moraš tudi živeti, ne pa biti asket Ja, 100%. tako, Ja, ker se ti potem zmeša. Ja. ja. Koliko časa si potem dejansko potreboval, da si prišel, ne vem, 190 kg, potem na 90 kg? Kaj pa vem, ne vem, 2-3 leta, ne, 3-4, saj meni to več pol ni bilo pomembno, meni je samo bilo važno, da gre dol, a ne, sam ga dol, no, pravim, ti hribi, pol se je že pri 110, se je že s tem tekom začel in pol to gre, a ne, ker začneš tudi dosti več kuriti, a ne, tako pravim, 2-3 leta, samo pol se je to vse skupaj spremenil, a ne, sem rekel, že, to bomo imel, bomo tak, a ne bomo več pač tele diete, a ne, ker to itak, ne vem, ne. Ko sem to sam spremenil in pol je to, a ne, tako da, zdaj imamo 3 leta, a ne, tako da. Si bil v tem času hujšanja tudi kaj pod zdravniškim nadzorom, si imel kakšne preglede? Nič. In to je tudi, a ne, ni skoraj nobene, jaz sem to vse sam naredil, a ne, sam. Sicer kaj je, gledaš te, a ne, ki po teh družbenih omrežjih, teh diete, ono, ne, pred zdravnikom pa glede tega nisem bil, a ne, ker bi bil pod nadzorom sam, a ne. Tako da. Ampak si si pa pol pomeril pritisk, ki si ga imel že prej na 200, ne? Ja, imel sem že tudi, sem imel zdravniški pregled, je bil 200 skozi 120, sem imel samo takoj na bolniško, a ne, me sploh ni pustila delati, a ne, tako da, no, zdaj je pa normalen, a ne, 120, 80, že dolgo, pa brez tablet, pa brez vsega, a ne. Božga imaš kaj jaz, vsa čast, resno. Takrat si ne boš dobil kakšne tablete za to, Ja, pa pravim, imel sem tablete za ta pritisk, za odvajanje vode, za, ne vem, bilo je polno teh tablet, no, zdaj ne rabim nič. To je to. To si že rekel, a ne, kaj bi se zgodilo, če ne bi ti leta 2005 se odločil, da greš. Ja, sem že bil 2 metra pod zemljo, že davno, ne, saj, pa še pravim, tale hrana, pa še tudi cigarete, pa vse skupaj, ne, tako da, mislim, da ne več ne bi bilo, ne, tako da, ali pa bi bil kje na vozičku, ne vem, nočem vedeti, ne, tako da, boljši je to, kot je zdaj, ne, dosti boljša, ne, itak. Pa, morda poznaš še koga, ki je šel po tvoji poti, ali pa koga, ki si mu s kakšnim nasvetom pomagal, ki se je nate obrnil vseh teh letih? Ne poznam nobenega, ne, saj ti kaj vidiš, a ne, kdaj je slušal, jaz nobenega nisem iskal, noben, tudi mene ni, saj, glej, če tudi tako pomagaš s temi oddajami, pa če sam pravim, enega prepričaš, si zmagal, ne, in to je to, ne, tako da, glede tega, ne. No, mislim, da ja, no, mislim, tvoj izgled, a pa tvoj primer pove, da se da, ne, je težko, ko 100 hudirjev, ja, Tako. ja. Seveda je težko, ne, ko moraš življenje v bistvu vse na glavo obrniti, ne, tako da, ne vem, težko je, samo ko pa vidiš rezultat, je pa, ne, hvala Bogu. Si že misliš, zakaj se nisem že prej odločil, ne, morajo je tako biti, moraš skoraj, jaz sem že bil, če samo en korak bi stopil, pa verjetno več povratka ne bi bilo, ker glih ta zadnji cajt sem se ustavil, ne, to dostikrat tak človek premišljuje, ne, pravim, ta zadnji vlak sem ujel, ne, da sem šel nazaj z tega brezna, ne, in hvala Bogu. Tako da. Mislim, se potem neki si bil, tudi mediji so pač videli, tudi to svojo zgodbo so pokazali, ne, so te poiskali, te še zdaj te poiščejo, si pač človek, ki je naredil nekaj neobičajnega, no, recimo. Ja, to je pravim, saj, hvala Bogu, ne. A ki spremljaš mimogrede, jaz nisem, priznam, niti enkrat gledal te oddaje, a so Biggest Loser ali nekaj takega, ker hujšajo pod tistimi trenerji, pa s tem, ne. Mislim, to je, ko praviš, to je, ne bom glih rekel, brez veze, ampak ne. Ne, jaz to sploh ne gane, zato ker ti dosti tile tekmovalci, ne vem, včasih sploh ne vejo, zakaj so tam, ne. Saj, dober, tale trener mu že pomaga, ja, kaj pa pol, ko bo doma, a ne, ko je sam, v bistvu, ko si ti sam, pol se šele začneš učiti, a ne. Saj on ti lahko vse pokaže, pa saj on ne bo tam skozi ramen stal s palico zmeraj, a ne. Zdaj tega ne je, pa tega ne je, to v bistvu moraš sam, a ne. Zato je pa to hujšanje tako hudičevo, ne. Mislim, a si tudi v tem procesu, v tem hujšanju, tudi se več začel ukvarjati s pripravo hrane, pa s tem, pa ko greš v trgovino,
prej si ne, mogoče čist podzavestno zgrabil čips pa čokoladke, potem si začel brokoli jemati ali kako. Ne, saj ta brokoli, ne, saj pravim, dober. Jaz sem tu glih srečo imel, ker še pač, ko je mama bila, ne, ker je pač ona že v bistvu, ker pol na začetku pravim, moraš imeti posluh tudi domačih, a ne, sem pol skup hujšal, a ne. Tako da, dobro, čips sem odstranil, a ne, čips še kaj na trejdih jem drugače, sem ga čisto odstranil, dobro, čokolado že kako, a ne. Saj pravim, sladko tudi moramo jesti. Se malo potolažiš, ne, tako da, pravim, drugače je pa več in manj to mama zmeraj pripravila, ko si prišel zdaj, sam si to vzel in to je to, a ne. Sam pravim, moraš pa imeti podporo domačih, a ne, da že vsaj to, že to je dosta, ne. Ker pač nisi sama, ne, v tem. Saj so itak videli, kak sem in pač pol skup malo s tem, ne. A se je zgodilo, najbrž se je, no, mislim, ta tvoja sprememba se je v tvojem okolju dogajala postopoma, tako da ljudje, ki so ti bili blizu, so to videli, spremljali. Najbrž je bil pa tudi kdo, ki ni bil toliko v stiku, pa te je videl čez par let, pa je bil šokiran. Ja, me sploh, v bistvu me sploh ni poznal. Je šel čist zraven mene, pa ga pol žena doma, pa kaj, ti si videl si mu, jo, ki, ja, saj pa si šel mimo njega, ne. Me sploh v bistvu ni poznal, ne, tako da, ja, so take zgodbe tudi, ker ti ljudje v bistvu sploh te niso prepoznali, ja, saj verjamem, da ne, a ne. Včasih te slike, kako je, pogledaj, o, Marija Simon, daj, pa še pol po teh hribih pa to, a ne. Ne vem, kako mi je sploh to uspelo, kako je to srce sploh moje zdržalo, ne, tako da. Noro. To je to. Noro, mislim, velikokrat imajo ljudje, ki jih shujšajo tako, veliko kilaže dajo dol, težavo s to odvečno kožo, ko si se ti, mislim, si imel ti, imaš te težave. Ja, veš, glej, jaz sem najbolj pod rokam sem imel, ne. Na samem trebuhu, ko sem jaz gledal te oddaje, koliko so ti te kože imeli, ne. Jaz na trebuhu nisem pa malo noge, a ne. Na pol pa nič, sem šel k zdravniku, a ne, pa mi je pol napisal, pa sem pol poslal gor na ljubljanski klinični center, a ne. Pa so me pol poklicali, a ne, pa so to pogledali, pa so mi odobrili operacijo, ne, sem pol 3-krat šel, a ne, tele roke, pa malo tu so mi nekaj, ja, pa celega okola, ne, ker se mi to pol malo potegne, a ne, tako da, ja, no, pravim, to sem bil, a ne, pa hvala Bogu, da so me plačali, ker te operacije so verjetno drage kot hudiča, ne, tako da, ta odvečna koža, sam pravim, jaz si nisem imel dosti, najbolje je bilo pod rokom, tu je pa bilo fejst moteče, celo med tekmo, veš, koliko je to pokalo, pa malo go zastava, Če so težave, ki jih marsikdo niti ne pozna, da to se bolj nastopijo dodatno. No, ta tek, najprej si začel hujšati, potem si tek odkril. Marsikdo bo rekel, da tek pa ni dobra stvar za hujšanje, ker te sili potem v apetit, pa ne vem kaj bi ti odgovoril takim skeptikom? To ni res. Saj pravim, če nekaj začneš neko hujšati, mislim, če začneš hujšati, saj nek šport si tak moraš najti. In po vsakem sportu seveda si lačen, a ne, pa zdaj pa to, da tek ni, to pa ni res, a ne, meni je pomagal, a ne, tako da, ne bom, pravim, da to ni res, ne, glavno. Nekaj pa si moraš najti. Meni je najlažje bil tek, copate obuješ pa greš, a ne, to je to. Ali pa kolo, no, saj s kolesom zdaj tudi dosta, ne, po zimi glih ne, ampak polet pa ja, ne, tako da lahko delaš večje razdalje, a ne, zdaj, na primer, teč 20-30 kilometrov, to ne moreš vsak dan, s kolesom lahko delaš 50 na dan, če rabiš, a ne, pa niso noge uničene, a ne, ko pri teku, a ne, če boš to 30 kilometrov vsak dan nabijal, a ne, tako da, pravim, s kolesom se da dosti pomagati, a ne, tako da, to je to, a ne. Zdaj, ja, marsikdo bi rekel, ja, pa tudi poznam koga, ki je začel teči, pa kakšno 10, mogoče maraton je bila že, rekel si, že velika ovira, pa se noben ni uspel pripraviti. Ti si šel na maraton, ampak pa ne sam na maraton. Šel si v Ljubljano, šel si v Radence, šel si na Jungfrau celo potem in tako naprej. Tako. Ja. Tisti je pa super, tisti maraton, samo da ne bi bil tako daleč, pa tako drag. Drugače je pa super, res tam je pa samo gora, ne. Tam tisti začetek, mislim, da je, koliko je, 18 kilometrov je poravnan, pol pa greš samo gor v tisti klanc. In to je bilo tebi ultimativno. Ja, pa tisti, pa pravim, tisti Jungfrau, pravim, bi še šel, no. Če bo še prilika, bom še šel enkrat, no. To si ga našel po naključju namenoma poiskal, ti kdo rekel?
Ne, to smo se že imeli, saj ta Jungfrau je že tako dolga, ne, pa tudi je zmeraj razprodana, ne, tako da, pa smo se pol zmenili, pa smo pol šli skupaj, ne, saj sam je itak brez veze, to je daljša, ne, pa se malo tile stroški razstalajo in to je to, ne, tako da. Jungfrau, pravi, septembra, ja, jaz se tudi ogledujem že nekaj let, že več let, No, pa pol ti ga priporočam, no, kar, mislim, fotke so fenomenalne, jaz sem tisti, kar sem res, tam no, gledal. Je res, to je treba enkrat odkljukati, to kljukco je treba narediti, no, ampak nekaj me zanima, no, ti si začel pač teči, šel si na maraton, rekel si, maraton ti postavil gledalo, tega, kako dober tekač si, ampak to tebi ni bilo zadosti, ti nisi rekel, ok, zdaj bom pa jaz treniral, pa te maratone bom laufal, pa dosti mi je, ti si šel kar naprej, ti si šel, ne vem, kar cele Logarske pa odlaufati in tako naprej. jo, tisti je tudi bil super, no, pa ta zadnji je bil, ne, še, Tako prav, ne, ja. tisti je bil ta zadnji, zdaj, dober, letos so malo, morali bi dati te prijave malo prej, vem, bi jih je bilo zelo malo, ne, samo je zdaj tudi problem, ker je toliko teh prireditev, da ne moreš vse iti. Pa Res je. to noge ne zdržijo, telo ne zdržijo, ne? Saj jaz bi šel vsakega, sam ne moreš. Ne? No, pa, ja, pravim, pol sem se še tisti prijavil, ja, pol sem pa videl, ja, tile ta dolgi, no ja, bo to, ne. Pol še pa nekako na tile trejle, no, trejli pa itak so zakon, to pa je čist druga pesem, a ne, tako da. Najprej tisti Vipava 50, a ne, tam je bilo super, a ne, pravim, pol pa, to te samo vleče, a ne. No, pri meni je bilo tako, a ne, sam dal, a ne. Pol sem že imel tudi, da bi šel na Balaton, a ne, pa še dobro, da nisem šel čisto na začetku, dve leti tečeš, pa že na Balaton, a ne, kakva ideja, a ne, saj dobra ideja je bila. Pa pol ne vem, kaj je bilo narobe, neka poškodba je bila, pa pol nisem šel, a ne, tako da, tisti je tudi eden izmed ciljev, če bi kdaj enkrat vsaj Balaton, a ne, enkrat bar, če bo zdravje, bo, če ne, pa bo kaj drugega, ne, tako da, to je to, a ne. Te dolge razdalje, to mene vleče, pa ne vem zakaj, a ne. Našel si se v ultra vodah, si se našel. Tam, kjer se napor ne začne več šteti v, ne vem, v par urah, ampak v par 10 urah, to je tisto, kar te vleče najbolj. Ali pa 2 dni, ali pa 2 noči. To ni problem, gremo. Noro. Pa si potem tudi, ne vem, bom rekel, treninško dodajo kilometre, višince in te zadeve, kako si se prilagajajo tem pač izzivom, ki si jih postavljal, pa je bilo treba nekaj za njih narediti. Saj vem, da maraton, če si pripravljen, greš tudi v Logarsko, ampak vseeno. Jaz sem viš, meni je že dosti teh ultrašev rekel, tebe rešujejo hribe. A ne? Zato, ker jaz res tam delam višinca, a ne, in to mene rešuje, a ne. Saj tečem to je glih zadosta, ne, za te moj tempo, a ne, saj jaz nisem hiter, in zato rajši grem ta daljša, a ne, tam se bolj najdem, a ne. Zdaj pri teh kratkih, tu pa moraš biti hiter, a ne, to pa glih jaz nisem preveč, a ne. Tako da pravim, hribe meni to dajo vse, a ne, tele višince, to je najbolj pomembno, tečem pa itak, da vem teči, a ne. Mislim, če bi čisto čez palce rekla, no, pa na stravi ti sigurno pokaže na koncu leta, koliko kilometrov bom rekel, na peš obrneš čez leto, recimo, No, tekaških. zdaj letos imam 1500, drugače sem pa delal po 3,5, a ne. To je Tako kar da, že, to je že kar. da, tisti je, no, zdaj, dober, pa je nekaj, a ne, tako da je v redu, a ne. To je že zadosti. No, v bistvu to je 10 na dan, vsak dan, v bistvu pa je na Ja. 3500, v bistvu, če smo že Ja. pri tem. Ja. Ja, v bistvu niti ni toliko velik, če bi bil res dosleden pa vsak dan tam zunaj, no, ampak ja, Saj ne moreš, v bistvu ne moreš vsak dan po kakem trailu ali pa kaj pol ne moreš, a ne, da si sesut, a ne, celo po 100 miljah, saj noge so hitro v redu, samo telo pa ni, telo protestira. telo no, tisti, ki smo kaj takega, so probali, smo Saj veš, probali. glava bi šla, ampak telo se ne da. Ja, jaz sem se tudi, včasih se tako dobro počutiš v glavi, pa ne moreš skavča vstati, ker ti noge Ja, ne saj dajo. kako pa začneš teči, pa daj si daj obrni se, gremo nazaj. Ma ne, pol že greš, sam se mataš, brez veze, a ne, ker te glava prepriča, ne, telo pa ne. Telo pa ne bi, telo pa prav, da je mir, ali daš Ja. en dan mir. Telo mora- No, teli hribi so mi fascinanti pri tebi, no tisti sem pa veliko objav videl, pa sončnih vzhodov, pa vzponov, pa prečen in tako naprej, zarana, ne vem, ko si bil v Treh na Storžiču,
pa ob 4 na stolu, pa ob 5 na škrletici, pa sem rekel, čak malo. Človek je prišel z Beltinec, a ne? Ja. Se pravi, mi normalni ljudje ostajamo v 2 zjutraj, delamo hribe, eni pa sploh spat ne grejo, če so doma z Beltinec. A kako? Ne vem, daj mi povej, ti da prideš na neko Mojstrano, pa se rabiš za božjo voljo 3 ure vožnje, da prideš do tja, pa... Tako, ja, 3 ure, ja, tak nekak, ja. Se In- pravi, zdaj, če ja. je vzhod, to imam točno vse preštudirano, ne? Aha, okej. Zdaj, če je vzhod v 5, pol moram že biti ob 1 v vratih, nekje 4 ure rabimo, ne? Se pravi, pol moram iti ob 10 od doma, ne? In tisti dan pač ni kakšnega spanja in Ni preležavanja. spanca, saj, viš, to je pa spet trening za trail, a ne? Bravo, bravo, bravo. To celo noč, a ne? Se jaz pri teh dolgih treh imam najrajši noč, ko je tema je. To mi najbolj odgovarja. Ni vroče, ti se preganjaš po tisti, ker jaz sem ponovadi zmeraj sama, ne. Ker imam tak tempo, že kakega najdeš, kakega ujameš, do tebe ujame, a ne. Ampak večer malo se sam pol to tam po tistem gozdu šumaš, letaš, a ne. Pa, saj pravim, najrajši pa imam noč, a ne, tako da, ne vem, me nič ne moti. Si se kdaj že izgubil na kakšni odpravi, takole samotni? Ne, poznaš te hribe, preučiš prej ali že poznaš vse te poti, da ti ni To nekaj? zdaj bi se že vse poznam na pamet, a ne, tako da, če pa je, ne, zgubil se še pa nisem, to se mi še pa ni uspelo, a ne, tako da, če pa je že kak problem, pa daš to, imaš tele aplikacije, kot je Komoot, a ne, ta je Face dober, to pogledaš in to je to, a ne. Ne, če že slučajno, če je kakšna megla, pa če slučajno kje kaj ne štima, a ne, včasih, če je kaj, a ne, si misliš, a to pa ne bo prav, a ne, pa pogledaj, kaj pa, sem že malo mimo, a ne, tako da, samo večer manj pa poznam vse, a ne, tako da, jaz tako pravim, vprašaj me za Gorenjsko, za Prekmurje me ne vprašaj. V Gorenjskem si, to je tvoj drugi dom, V Gorenjskem v praviš. bistvu vse poznam, vse hribe, bom ti vse povedal, a ne. Za Prekmurje, tam Goričko, pa tam tisti zelo slabo poznam, tako da. Dobre, no vidite, spoštovane, če hočete Sreša kaj vprašati, ga vprašajte. Ja, kera je najhitrejša pot recimo na Rjavino, a ne pa vam bo znal povedati, a ne pa kera je najbolj strma, bo tudi vedel povedati, ja, kje se pa pride v Šalovce, ga pa ne sprašujte. Ja. Tako, glavne cesti, tam, dober, jaz bi vedel, sam bi težko povedal. Vem, ker sem plovil te Šalovce, pa se mi zdelo, da mislim, da ne morem toliko zalutati, kot sem. Pak, ja, sem rekel, ko bo začel Madžar govoriti, sem zalutal, no, pa sem Ja, res prišel do tja. No, kje so ti, ok, daj mi povej, je veliko si, ja, v Kamniško-Savinjskih Alpah, veliko si v Julicih, Kravankah tudi, imaš omiljene, recimo, gore, kamor pa se res nikoli ne naveličaš hoditi, recimo, no, pa reš res velikrat. Škrlatica, Jalovec, Ojstrica, v bistvu, jaz se nikoli ne naveličam, ne, jaz to ponavadi, ko še nisem tekel, sem to vse obdelal v enem letu, a ne. Vse skoraj, vse Kamniške, pa Karavanke, ja, vikendi so bili, a ne, pa si sam leto, a ne. Ko pa dopust je pa itak v Kranjski Gori, a ne. Tam tisti 9 dni, ko sem bil, bi še skoraj en teden bi rabil dopusta, da bi se spočil od dopusta, a ne. Sem bil konc z mano, Ja, nič, če si bil tam, a ne, zjutraj spet noge, ma nič bodo že, a ne. Pa spet gremo, a ne, pridem gor nazaj, naprimer Špika, dol v hotel, drug dan ne gremo nikamor, a ne. Ma kje spet lepo sonce, lepo zdaj, ma gremo spet nekam, a ne. Ni počitka, a ne. Kako pa se recimo odločiš za naslednjo, recimo vikend ali pa kjerokoli turo, ne, čist po navdihu, ker tega res ti veliko narediš in je fascinantno, kamo se greš, pa, ampak sem rekel, kako se Simon Sreš odloči četrtek zvečer, ne vem, v petek je frej, jaz bom pa jutri šel Mangart, Včasih recimo. sploh ne vem, kam bi šel, veš. To je še pa najboljše. Ker imam toliko tega, pa pol grem tja, ali pa grem tja, ne grem pa tja, mogoče pa grem čist tretje, a ne. Zdaj, če se s kim zmenim, pol še nekaj grem, včasih pa sama, ne, celo če je lep vreme, zdaj bi lahko šel tja ali pa tja, ne, kam bliže, zdaj, če delam popoldan, v petek, pol je malo težko, pol kam dam bliže, a ne, če pa ne, pol pa kam dal. Več ali manj pa že vem, v petek zvečer vem, kam bom šel, ne. Tako, kaj pravim, to skrat ne vem kam, ker v bistvu poznam vse, a ne, in
A si kdaj zbiral štempilke za Slovensko planinsko To sem, pot? to sem dvakrat naredil, zdaj pa ne več. Me ne zanima to. Tako da raje grem tak, s komota, ne. Pa v bistvu izbiram take vrhove, kjer ni gužve, a ne. Mhm. Ker letos sem bil dvakrat na Triglav, a ne, in sem imel srečo, da ni bilo. Bili smo, ampak ni bilo tisto gužvo, a ne, ko je vse en prek drugega, a ne. Se ga raje izogibam, a ne. Raje imam škrlatico, pa jalovec, pa špik, pa to, pa te tele, a ne. Ker je čim manj ljudi, a ne, tako da sem raje sam. A Pošteno, ne. Ja. pošteno, lepo povedano, se pravi, transverzalo imaš, dvakrat hribe si obdelal, si kar adrenalinc, no, mislim, tudi tam sem bral, da nek cjajnik ferata ti ne dela Ja, težav, to ne. sem zdaj, v bistvu, ja, to sem zdaj malo pustil, ne morem vse, to je dejstvo, ker tisti je pa spet druga vrsta, no, tam ti moraš tiste zaje, moraš to malo več hoditi, a ne, ker sajnik je težek, a ne, pa tudi tisti železna kaplja, tisti je še hujša, ne, tako da pravim, za te težke, kak CD, tisti še grem, če je, ampak tiste E, tiste pa niti me ne vleče, pa nimam cajta za vse, a ne, tako da mogoče bom še kdaj šel, mogoče pa ne, tako da pravim, tisti je bilo bolj, ko sem še bolj hribe gonil, a ne, bolj, brez teka, a ne, zdaj pa pravim, ne gre vse, a ne, tako da bolj raje grem nekam v hribe, da se malo spustim, ker tu moraš skozi paziti, a ne, tisto preklapljanje, to, ono, bolj greš raje na kakšno škrlatico, ker ni toliko težko, ampak to težko, a ne, je pa spet kondicijska bolj, a ne, tista zadnji del je malo tak, je pa dosti lažje, ko so ti ferate, a ne, raje grem to, a ne, tako da bolj uživaš, a ne. Mislim, sej, kako vem, da si malo adrenalinca, ker vem, da si skočil tudi s padalom, pa s bungee jumping, pa to strah te ni, nimaš strahu pred višino. Ne, pa tisti bungee bi še šel enkrat s potopom, tisti je bilo super, ko nabije, veš, kaj je problem, ker je hitro konec. Ampak jo ne bilo grozno, glavo se ti potopila čisto tisto vodo. Pa to si bil noter, pa si že leto spet nazaj gor. Pa malo sem te tja, pa je bilo konce. Pa jaz bi še to večkrat, a ne. Ja, za isti denar ne trikrat vršte dol, prav. Ja, pa to sem pa da bi si jaz z glavo noter odletel, a ne. Kako je bilo pa skočiti iz letala, no, še to? Pa tisti je pa spet, sam je še tisti skoraj boljša, ne, ker sem pol še tudi šel, da bi šel na 6000, a ne, pa ne, sam me on reče, boš, da greš na 4000, je skoraj da isto, edin cenovno je, a ne, ti reš še 5 enkrat na 4000, a veš, to je čist, ne vem, kak nam bom pol vse šumi, a ne, ko pa on tisto padalo odpre, pa veš, kakva tišina je. Pol ti malo pusti, da ti si malo vam, tisto malo, ja, pa si že spet dol. To je 1, 2, 3, pa je konca, ne, pa jaz bi to malo dal leto, ne. Ti bi šel malo višji, a dajte me na 10 € pelat brez veze, a ne, da saj nekaj časa padamo. No. Ja, zanimive hobije, ja, si imel, se praviš, da zdaj pač ni več časa za to, tek te vsem preokupira, pa traili, pa tako naprej. Za koliko naprej si pa narediš koledar? Trail prireditev? Jaz že za drugo leto imam vse vem. Evo, že več ali manj do junija. Imaš že razporejene ure? Okay. Tiste standardne že imamo, ne, pol še pa samo kaj dodajam. Se pravi, kje boš? Na Knap trailu, kje boš še? Na Knap, pol v februarja je že ona 7 ur Slivnice, pol je marca je 8 ur, že ona Svete Ane? Ribnica, tisti je zdaj ta novo, ne, pol je že april, pol je že Istra spet, pol je Vipava, pa ne bom več naš, že. No. Čuj, maja je malo počitek, pol junija je Kranj, pa Podbrdo, pa. Če hočete vedeti, kje bo Simon, srečno naslednje leto vzemite koledar, trail prireditev, pa pojte po vrsti. Ja. Pa če ga kje ne bo, ga lahko pokličete, zakaj ga ni tam, ker je očitno zbolel. Ja. Imaš kakšno, vem, da imaš eno ljubo trail prireditev v Sloveniji, ker si vsak leto tam, Obala trail pa res nisi nikoli falil. Ne, mislim, da ne. Jo pa Obala bo itak tistega novembra, to je itak že rezerviran tam. Pa tam je tudi super, je. Pa tudi letos je bilo odlično vreme, je. To pa še niso imela, ne. Tako ga res, no, super, ne. Mislim, ja, se prav pogledal sem, Obala trail, Simon, sreš od prve vedno, vsakič sem rekel, res navdušen si nad temi razgledi. Sicer,
kaj ti je boljš, malo bolj tehnične, malo bolj tekaške, ali pač vse? Bolj, da so niso toliko tehnične, a ne, ker drugače mi je pa itak vseeno, ne. Zdaj se odločiš, da se prijaviš, pol že približno zmeraj pogledaš, kam greš, a ne. Ko pa že veš, a ne, kam greš, pa ni težko, a ne. Sicer obala je skoraj da najlažje. Če kdo hoče probati teh 110, naj proba obalo, ta je najlažja, a ne. Res, ko sem imel prvo 100, sem šel v črno, a ne. Ta je pa skoraj med najtežjimi, a ne. Tako da, to je to, a ne. Tisti je pa najlažji. Če kdo hoče probati 100, naj gre na obalo, a ne, tako da pa bo videl, a ne. Pol pa naprej, a ne, če se prime. Mislim, ja, rekel si, tebe je tako potegnilo, a ne, ta pre 50. Ja, mene je fejst, no, jaz gledam samo več ali manj ta dolga, a ne. Mislim, ne prijaviš se zmeraj na najdaljšo možnost zdaj, ampak gleda, vse pa ali pač. Ne, zdaj v bistvu kak je, to malo moram, a ne, zdaj ta najdaljše skoraj nazaj, naprimer, sem naredil eno numus, naprimer, na Istro grem 100 mil, a ne, za 2 tedna sem se pa prijavil na 100 kilometrov, a ne, sam ne vem, kako bo to šlo, ker lansko let je tudi tako bilo, samo je bilo 3 tedne razlike, pa sem šel na 70, pa še nisem bil ta prav, a ne, ker sem še bil zmeraj utrujen, a ne, tako da bom videl, kaj bom naredil, a ne, tako da, glej, pustimo se prezeti, mogoče bom pa šel na 100, ne vem, kaj bo potegnilo, A si imel en neuspešen poskus na 100 milki prej v Istri? Ja, to je bilo, lansko let je bila ena poškodba do 15 kilometra, konc, jok, not v kombe tam, pa ja, kaj, nič, saj, če ne gre, pač odzad za koleno me je začelo fejst bolet, kaj, pol se še pa deš vsu, itak sem bil že cel zaliman, a ne, pa sem vedel, neč boš odstopiti, pa to je to, saj to te itak enkrat doleti, a ne, tako da, žalostnem pa itak, kaj pa naj drugega povemo, ne. Ampak si vedel, da pač vsega ultraša enkrat pač čaka tudi sej, DNF. Ja, ne veš, kdaj bo, ampak enkrat pa bo sigurno prišlo, ne, tako da vsaj ne moreš nič, a ne, boš odstopiti, ko pa, pol sem to šele letos videl, da sem dobro naredil, da sem odstopil, a ne. Ker bolj tisti naliv, ko se je lansko let bil, pa bi moral iti tam nazaj dol, pa ko bi oni šli po meni, ne vem, kaj bi bilo, a ne, s to nogo, saj bi verjetno prišel nazaj sam, kdaj, a ne, to je pa spet drugo, a ne. Tako da, glej, to tudi mora biti. Moraš biti malo nazaj, pa pol lahko, da pol greš lahko spet naprej, a ne, tako da, to je to, a ne. Saj hujšanje je glih tako. Moraš včasih kakšen korak stopiti nazaj, pa potem spet 3 naprej, tako. Pa greš spet 3 naprej, a ne, saj, glej, tako je življenje tudi, a ne. Če bi bilo vse sam lepo, pa sam naprej, bi bilo dolgočasno, najbrž, ja. Zelo. Bi bilo dolgočasno, bravo, Simon. Prej, ko si imel preveč kilogramov, si najbrž daj šel utrujen na šiht od vsega tega svojega zdravstvenega stanja, zdaj reš pa utrujen od trailov, kaj ti rečejo zdaj na šihtu, skozi si utrujen, Simon, Bog pomagi, a ne? To ne pravijo, samo se malo počas smejijo. To je itak, jaz jim sam povem, da je konce, da sem utrujen, ne, saj, ko so ti leta dolgi, pol še si rajiš dopust, da ne moreš, ne gre, enostavno preutrujen si, ne funkcionira vse, kako bi moralo, tako da 2 dni sigurno, rabiš, ali še pa po 100 mil pa cel teden bi skoraj rabo dopusta, tako da. Pa te vprašajo, pa ko prideš nazaj na šiht, Simon, kje si bil, pa tečeš 100 mil, pa rečejo, kaj, kakšnih 100 mil, ti nor? Mislim, zdaj so te že navadili, ampak ko si začel... To meni, če kdo pove, da sem, to je meni kompliment, jaz se s tem govoril, hvala Bogu, spet super je. Ne, saj zdaj živejo, ni problema, tako da, to je to, samo sem malo za glavo primejo, pa zdaj živejo, kako je, Pa je kdo rekel, joj, to moram jaz tudi enkrat probati, ali je vse to malo prehuda stvar, kar ti počne? Ne, noben. To še ni noben rekel, da bi šel. Nisi predlagal, da bi imeli službeni piknik, team building na, recimo, v Vipavi na 50, to bi bilo super. Noben ga ne bi bilo, pravš. Daj mi povej, da pri Istri so bila, je res Istra 100 mil, pač, rekel, uporabniku, trelašu prijazna, moče bolj kot kjera druga 100 milka? Veš kaj, zdaj, ne vem, mislim, da je bolj, ja. Ker tista zadnji del, je večinoma
cesta, ne. Zato tisti konc, naprimer, zdaj za Vipavo, tu je bolj kamnit del, sicer ne vem, ker nisem še bil, ampak koliko to malo dobiš informacije, je še isto skoraj najlažje med temi, a ne. Tako da pravim, tista zadnji del, tam je več ali manj cesta, a ne. Tako da, to je to, a ne. Ampak preden si šel na 100 milko, si šel najprej na 100, a ne? Si šel na 100. 28 so pol imeli dvakrat. Tisti sem bil, a ne. Saj v bistvu trasa je ista, a ne. Gornja Vojaka prideš, pol je itak isto vse, a ne. Tako da sem že tisti del sem kao malo poznal, a ne. Samo tisti konc, tista cesta, ko sem zdaj to letos šel, proti koncu, samo že vse neke sence so mi letale, pa daj, kaj je zdaj to? Samo neki glasov, pa daj, biš kri stran, a ne. Koliko so pa tisti 4 ure, no, pol pa tisti umak tam gledaš, pa sam ne do njega pridete, a ne. Sam se vleče, pa letos je bilo res lepo vreme, samo je pa bilo vroče, a ne. To je edin tisti, kaj je najbolj bilo, a ne. Ampak vreme pa je drugače bilo, da sem pravil, že tiste neke sence lečejo, sicer dober, po 41 urah ti lahko letajo. Koliko je cuprce, a ne. Samo dobro smo zmagali, to je glavno, No, zdaj, ja, to mi zdaj opišem. Jaz si predstavljam, a ne, greš 50, ok, pa narediš 50, ko vidiš tudi 80, vidiš tudi 100 mogoče, a ne, nekje v daljavi, da bi se to dal narediti, potem narediš 100. 100 je nekaj posebno, ko prvič narediš 100 tudi v hribih, to je en tak mejnik, recimo, povej mi, kakšna je razlika, recimo, ne, pa si šel 50, ta podaljšani maraton, potem 100, kaj je bistvena razlika za tebe, recimo? To ni saj ni razlike, ne vem. Samo da traja malo dela, ali kaj? Ja, skoraj da, saj ti itak, če imaš željo, da greš, seveda si na koncu vesel, najprej ne spiš, eno noč, ko sem jaz nisem spal, ne, 100 kilometrov v črne, itak vemo, kaj je, to, če premagaš itak, ne, to je a ne, tako da je, zadovoljstvo je sam, zdaj, trail kot trail, a ne, saj si ga dal za cilj, a ne. Pol pa, ko to premagaš, pol pa že gledaš naprej, a ne. Pol pa že počasi lahko razmišljaš na 100 mil, a ne. Boljše je iti po vrsti, a ne, 50, 80, 100, pa pol, ker se malo to pripraviš, ti lahko vsakega vprašaš, a ne. Bo ti vsak povedal, sam prvi trail, ali 100, 50, 80, 100, 100 mil, pa moraš dati sam skozi, ker bolj sam vidiš, kako se te telo obnaša, a ne, ker vsakemu se drugače, a ne, en bo rekel, to je enostavno, en bo rekel, to je težko, ne, to moraš sam dati skozi, a ne, saj neke informacije dobiš, glede pitja, pa kako hrano moraš vzeti, kaj obleč, saj to itak imaš napisan, kaj moraš, to še vse, ampak samo razdaljo pa moraš sam premagati, a ne, in to je tisto, kar največ te je samo, a ne, tisto, kar malo informacij dobiš, pol pa guraj, a ne. No, evo, 100, ok, rekel si napisanje, recimo, da te prvo 100 obdelati, ne, kaj moraš obleči hrane, kaj moraš sabo vzeti, kaj dati za tranzicijo. Da mi povej, pa rajš to, ne, kakšne napake si naredil na svoji prvi 100, pa bi jih danes morda ne bi naredil več? Kako pa vem, saj jaz ne delam nobene napake. Prav, to so hotel slišati, ali takole, kakšne napake, dej ne serije. Ne, saj kaj, pil sem zadost, oblečen sem bil, ono sem bil, pa pravim, ni bilo napaka, ne. Tako da pravim, to se učiš, a ne, to že s takrat, ki malo poslušaš druge, ti povejo to pa to, še moraš mogoče zraven vzeti, pol itak moraš malo vreme gledati, pa kaj organizator, a ne, in to je to vzameš samo sabo, če druga ne, pa daneš v tisto vrečo, pa te počaka, a ne, to je to, a ne. Veš, še do zdaj nobene napake ni bilo, a ne. To sem hotel slišati, skozi bolj me boš navdušil za tele ultra traile. To te zato sprašujem, čisto iz sebičnih razlogov, no. Ker hočem tudi slišati, pač človeka, ki je mesa in krvi in dal to vse skozi in bruho in imel, ampak sen, ne, greš na 100, 100 pa kar traja pol, skoraj cel dan, ne. Kar dolga je to, slej, ko prej se tudi noč se rekel ti ustreza. Kaj si imel na svoji prvi 100, recimo, kje si imel krizo, kje se ti je pa mogoče malo vsem zagražal, ali se ti pač ni? Zagraža se ti, ja, 50, 70 kilometrov, krize pridejo in grejo, ne, to je tista, ne. Saj prva 100, seveda, to je bila črna, ne, je bilo od Koče na Loki, pa tam tisti sem rekel, od stanja,
tam je užas, a ne, se vleče, sam nikamor ne moreš prijeti. Tisto, ki v Ušlju že gledaš, naprimer z Radhe v Ušlju, viš, ma daj, kam še moram prijeti, boš, da ne veš, a ne, ja, ne, saj tako se dol spustiš, no, pol pa goniš po tisto naprej na Smehovc, pa no, na Smehovcu, kaj že, travnik moraš najprej priti, no, tam so bile krize, sam pol je šlo, ja, ne, pol pa na Smehovc, pol še, no, ja, pa še bolj na Ušlju, no, malo Ušlju je še bolj, no, pol je pa še sam dol, pol pa priješ tu, ali je meni tega treba, tisti klanc, Brdavs. Najhujš, ko je bil prvo leto, sem ga prebil celega. Prvo leto sem bil na 50, sem se kam zdaj hudič, ja, gor nekam. No, sam sem se že sprijaznil, tako da zdaj že gre. Si se vrnil še pol na K24, ja? A se boš? Imaš v planu? Ja, no, če bo drugo let, pol spet 50, pa bi že moral enkrat spet iti na 100, tako da 50 pa sigurno, ne, tako da 50, ka njihovo je itak, tudi zakon, ne, tako da pravim. Če na itak kot organizator je tudi super, tako da to je to, ne. Veliko dela so naredili, ja, preteklih letih, tudi po poplavah so se vrnili zmagovito, no, lahko rečem, da ja, so gor Klemen pa ekipa so fantje na mestu, ki s tem športom živijo, no, Tako, ja. Ja, pa še z dolino in tako naprej. Tako, ja. In res, mislim, jaz si že nekaj časa odpravljam, tja pa bi prej naredil ta krog K24, teh pač par kilometrov manj po teh hribih za občutek, ne, ampak je kar dosti dela, da to narediš v 24 urah, ne, če bi se ga lotil. Edino Brdavsa nimaš. Vidiš? Brdavsa nimaš. Pa nimaš zgodbe z Brdavsom, je Ja. cesta. Moral iti na 100. Ja, enkrat sem se že zagovoril, da bom šel, no in ta obljuba še nimer nek drži, mislim, da sem Martini Klančnik prvi rekel, da bom enkrat prišel, no pa še nisem, ampak ja, enkrat mi bo to dohitelo. Še kakšen trail, moče v Sloveniji, ki bi ga priporočil, ok, zdaj si že vse povedal, Vipava, sigurno je specifična. Ja. Vipava, Podbrdo, pa pravim, vse, pri nas so vsi v redu, tako da, glej, vse, jaz vse uvabim, a ne. Spravim, ti si itak, na Primorskem so itak vsi v redu, a ne, tudi, kaj je ono, Nova Gorica, Nova Gorica, ja. Go for trail, ja. Ja, tako, ja. Tudi, brez napake, mislim, organizacija v nul, pa še letos lepo vreme je bilo, ne. Letos je bilo super, sem bil tudi prvič en teden po Stotki, sicer malo nisem umrl, ampak tista zadnji klanc, sem mislil, da ne bom nikoli gor prišel, ampak dobro sem zrihtal. Bravo, mislim, noro. Tako da, glej, pravim, v Sloveniji vsi traili, pravim, vsi so v redu, tako da, glej, sam se prijaviti pa ita, ne. Tako da, ja, zdaj imate Božička pred vrati, pa si gotovo, kaj želite. Ja, kakšna želja je že šla, ker so prijave, ki je razprodane, ampak marsikaj je pa še na voljo, prijavite se, da že povejte na glas ob kakšni družinski večeri, kaj si želite, da vam bodo štartnino pol kupili za K24, recimo, zakaj pa ne, ali pa za Kriška gora trail, recimo, ja, ali pa ja, Obala trail, ali pa v Ribnico pridite, no, mislim. Pa Ribnica, tisti je tudi v redu, super, ne. Tako da, glej, sam se prijavil, pa iti, ne. Ja, tudi v Ribnici bo enkrat dodal 100, pa take stvari poslušam tam po kuloarjih, noro. 100 mil, evo, to je pa, zdaj, če nisi naredil 100 mil, niste prav ultratrailaš, pravijo tam zunaj, ja. Tako, viš, tega sem se jaz držal. In ti si se tega držal in si šel pač v Istro, v drugem poskusu, je pa šlo letos, 41 ur praviš. Zanima me, kako to izgleda, no, kdaj je bil štart, kako je bila prva noč, a bila druga noč, mislim, noro. Veš, da štart je v petih, a ne, v petek, a ne, pa do nedelje do 10, meni se zdi, a ne, nekaj takega to pride, a ne. Veš, da nič, ta adrenalin me tako gor držal, sploh, nič, da bi, saj že kaj po noč, kakva utrujenost drugače, ne, dobro, šlo je, a ne, ko imaš nekaj v glavi, pol te to vleče, a ne, samo vleče, a ne. In bolj bliže si cilju, dobro, sicer na začetku je težko, tistih 60 kilometrov, kakšne, to še ne nič, kje še 100 moraš narediti, pa ko si šele na polovici, zdaj še po 84, kje je še tale cilj, a ne.
A pol pa greš, pa spet pride noč, ta druga noč, super, po noči itak smo, no, pa spet se začne, da ni, no, zdaj pa bo počasi tale cilj, a ne. Bo ti pravim tam pred ciljem, tiste neke sence letajo, pa ne vem, No, če se malo si kako... pohaluciniral si že malo, Ja, praviš, a? Ja. to je glih čar teh trailov, ne, ko malo, eni še malo večje teh anulizacij ali kaj imajo, ne. No, dobro, jaz sem imel samo neke temne lise so letale, ne, ne, zdaj, če so samo coprce bili ali kaj bilo, ne vem. No, samo glavno, in tiste zadnji del, tiste že komaj čakaš, ja, da je, kdaj bo sam brat, ta umak tako daleč, tam še, no, sam smo pol sem zmagal, tako da to je to, ne. Si, si se, si se za tole, s to Milko vsem kaj drugače pripravljal, Ne, si imel kakšne daljše pohode, klasika, praviš. klasika, hribi, ti si malo tek, to je to, ne, se nimaš kaj, ne, to je to. Nisem Nisi nič, rabil, ne, vem, mentalno, zdaj pa en dan biti na nogah pred tem, zato da bi se izuril mal, pa se pripravil za to, a je pač to itak vse v glavi, pa je samo... to je, glej, to je vse v glavi, to je vse v glavi, celo tile ta dolge, ne. Veš, kako pri teh ta dolgih, gremo z glavo na zabavo, teh ta dolgih, a ne, vse drugega ne moreš reči, a ne, ker glava te žene, a ne, tudi te zna zabiti, a ne, ko so krize, znate pa tudi ven spraviti, a ne, tako da na teh ta dolgih je vse v glavi, a ne, tako da, to je čista resnica, kdo to pravi, ne, to si nisem jaz mislil, ne, to je že od prej. A imaš kakšen trik, imaš kakšen mentalni trik, da se prepričaš, oziroma da glavo zaposliš, da črne misli ne pridejo, pa rečejo to, kar si prej rekel, gotov sem, 100 km sem naredil, imam jih še 100, še 68, neskončno dolgo je to bo trajalo Pa 100 ne, let. pa ne, nekako ne, greš sam naprej, pol sam šteš korak, en, dva, pa pol se že spet unese. Ne, nimam nič posebnega, ne. Saj itak veš, da moraš, a ne, se premikati, a ne, sam ne se ustaviti, pa nekaj, ne vem, dolgo piše, nekaj drugega razmišljati, nekaj v nekem lepem, v hribih, ne vem, nekaj razmišljaš, a ne, samo da to poženeš naprej, a ne. Pol pa, ko začne spet iti, pol je pa že v redu, a ne. Tako da, to je to, a ne, tisto, ko je bilo Julijan, ko je tisti dež bil 15-16 ur, tam sem čisto skoraj na prvi postaji odstopil, pol pa gremo še, ne, pa še, no, ko sem se uštimal, pridem na Golico, pol pa štop, tam sem mislil, da umrem, od žalosti, od besa, veš, ko sem bil jezen, Ker so Kaj njih niso pred tabo prej? so dirko ustavili, tako. Ja, v bistvu, imel sem vse opremo imaš, pa vse pol pa sliši, kakšne bedarije so en tam delali, ne, v kratkih majicah, na teh ta kratkih, a ne, pa daj, kako so lahko šli, jaz pa, veš, bil sem na Golici, pa sem se že videl v Kranjski gori v cilju, pol ti pa pravi, zdaj pa štop. Ja, a ne, saj kaj moraš, a ne, pač štop je štop, a ne, pa še zdaj sem jezen, ja. Ja, se spomnim takrat, pač bila je kriza, se ne rečem, bilo je izredno stanje, ampak ja, včasih se znajdeš v taki situaciji, tudi človek pripravljen na vse, pa ti pač ni Ja, dano se pravi, saj nadaljevati. tam sem že vse premagal, tisti deževalo ni več, a ne, sicer sem imel najboljšo za tele kamne, a ne, sicer pol si je itak priznal, ti UTMB, a ne, ja, saj vseeno, pa prideš pol tam, te pripelje v tisti cilj, on tiste medalje, si ti pa kot kak bedak, tam, bož, da bi se, vse ne bom, malo jezen pa moram biti. Moraš biti, ja, to je izkušnja, ki te tudi malo Pa ne taka izkušnja, v bistvu, ker nisi sam bil kriv kriv, nič. ne. Ja, Ja, tako, nisi tako, bil tako. nič, dobro, po sili razmer, ne bo, Opremo imaš doma vso, za vsa vremena, bom rekel, To in vse, v bistvu prtljažnik, ko imamo vse za hribe, to je vse pripravljeno, samo kaj rabim, ti vzamem pa gremo, ne, to je to, ne. se pravi, dovolj je, s posteljice moraš spraviti, roba za trele preštimana, kamorkoli bi mogel zdajle iti, čez 2 dni bi bil ti pripravljen. Tako, dobro, za trail v bistvu nimam s sabo, ampak za hribe, to pa imam vse v avto, ne. Tako za trail, dobro, sam ti se hitro uštimaš, ne. Samo za hribe, to pa imam zmeraj v avto, tako da kaj rabim, sam nametam notri pa gremo, ne. No, zdaj zanimivo, ne? Ti si mogel
ko si hujšal, pač zelo paziti na hrano, zdaj si se znašel v športu, za katerega pravijo, ne, da je tekmovanje v tem, kdo lahko več poje pa popije. Ne, ker če ne piješ, si zmrznil. Ja, No, tako. zdaj mi pa ti povej, tle si da lahko pa daš duška, pa res vse poješ in piješ. A gre to kaj, a je to ti kaj mentalno kontradiktorno, ker nekje v tebi še zmer tisto ne smem vsega pojesti, ker vidim, Ne. ali se rečeš na dirki, pa moram in Tu pa lahko. lahko, tu pa lahko. In to je razlika, ne? Tu lahko ješ, moraš biti jesti. Ker če ne Moraš, boš jedel, boš strpno, to, ko si rekel, ne? Tu pa moraš, če si tu, si lahko daš duška, kaj češ, ne? Vse to, tistih naslednjih 16-17 km že vse gre ven, ne? Tako da, celo pravi, najbolj cuker je pa Coca-Cola, to pa sam šivajo sebe, ne? Celo to pa pomaga, itak, to pa vsi vemo, ne? Ne, Coca-Cola brezvezna, Coca-Cola mora biti redna, ne? Ta zasmojen cuker z vsemi dodatki, to mora biti. Ja, Tako. to mora biti in prava stvar. Še kaj, mislim, kaj še pa rad, poleg Coca-Cole konzumiraš, recimo na takih V bistvu, stotkih, storilkah? tam kaj vse je, tiste celo salame so dobre, ne? Pa kak sir, pa to dobro, kak kruh tudi imajo z marmelado ali pa z nutelo, ne? Vse, to lahko vse skupaj. Če pa ne, pa sam banano daš, vzameš pa not v sol, pa poješ, pa greš dal. Ja, ne, to tudi, ne? Tako da pravim, tam lahko ješ vse, saj to itak vse gre ven, ne? Si Tako jemlješ da, tudi kaj s sabo, neko kakšne... ja, saj v bistvu gelov ne jem, ne? Gelov ne malo, drugače pa kakšne ploščice, pa tole, glih to, da je nekaj, ne? Da nekaj imaš, če slučajno kaj zmanjka, ne? Energija, ampak načeloma drugega ne, ne? Tako da vseeno v bistvu na okrepčevalnicah, tisto sebe pa gremo dal. No, zanimivo, zdaj, ko si na trail tekih, vsi prepoznavam, tudi poznajo tvojo zgodbo ljudje, pa ti rekel si na trailu drugačko na cesti, tam se lahko pogovarjaš, se družiš, en drugega malo vlečeš, tudi izkriz, če je tako, tle je pač tovarištvo, prijateljstvo, pa vsi v istem dreku, po Ja. 35 urah, te kdaj kdo, pa vsem pobara, ma Simon, ti pa si legenda, ne? Mi smo Ja, saj to je že bilo, no, pa še verjetno bo, ne, tako da, to pa je kompliment, ne, vseeno, ne, paše, ne, saj paše, seveda, da te kdo pohvala, ne, tako Te da. poznajo, mislim, to sem hotel reči, najbrž te poznajo ljudje. Ja, saj zadnjič v Velenju sem ena, ne vem, punca se, Simon, ti si pa poznam po celi Sloveniji, a daj, kaj, pa če jaz tebe ne poznam, ne, je pa bilo prav luštno, ne. Da enkrat ne poznaš vseh ljudi, ki tebe poznajo. No, tako, Ja, ne. glej, pa doskrat, ne, te poznam pa prek Facebooka, je pa dober, ti me ne poznaš, pa se mi predstav, ker jaz tebe ne poznam, nekaj, mene dosti ljudi pozna že potem, ker je dosti objavljeno, ne, tele sončne so, zdaj pa itak s tole moje zgodbe me pa še več pozna, jaz ne morem vsakega poznati, saj malo se mi predstav, pa to pol mi že ostane, ne. Imaš težave, vidiš, tako en Brad Pitt, ki Viš, gre v trgovino. Ja. Mislim, ja, vidiš, to je pa breme slave, zdaj padlo na ja, te. to breme je sladko, to ni nič takega, ej. To je tako, ja, vidiš, to, Ja. mislim, ne traja, Simon, sreč, jaz mislim, da Upam, da bo. da bo, glede na to, da kakšen koledar imaš za naprej, te bodo spoznali lahko še v živo. Tisti, ki te zdaj sam na Facebooku, sem šel pogledat, imaš skoraj 5000 prijateljev tam. To so ljudje, ki so te tako poklikali, ker jih je navduševalo to, kar počneš nasploh. Ali si rekel, si ne poznaš teh ljudi vseh, a ne? Ja, saj ne moreš poznati, ne, v živo, pravim, dostikrat mi kdo pravi, jaz ti tam lajkam, pa to, pa ono, pa daj. A ja, to, a še tako, še tako. Ja, to se mi že tu zgodi, jaz te gledam, ne, te ne poznam, moraš mi povedati ime pa vse, a ne, pol že čez čas, pol te že bom spoznal, a ne, saj ne morem pa vseh 5000 poznati, a ne, to ni mogoče, a ne. Ne. Nekaj si rekel, te moram nujno vprašati, ko sem gledal prispevek na A-kanalu,
ko sta z novinarko tam malo lezla v hrib, pa šla ona nazaj, si dejansko ti po nem zlezel na Cipernik, pa šel pol nazaj, pa ti je ona dol čakala. Ja, sem šel, no. Ker sem šel pol gledati na Facebook, a ne pa za tiste dni pred tem, pa sem videl, da si imel ene fotke s hriba, tako da očitno temu... Saj veš, kako gre snemanja, ne. Smo uštimali, da je bilo v redu. Da je bilo tako v redu, da je tudi, ja, da ona ni preveč trpela, pa da ni bilo treba laufati v krnico. Ja, pa v bistvu je glih tisti dan, veš, koliko je držalo. Videli se je tudi na posnetku, ja. Pol mi pa ona pravi, daj nekje najdi, da bo on lahko snemal, ne. Pa kje je zdaj? No in sem pol to pot najdel, ker greš od hotela Leka je bil, ne, proti Jasni, no in tu na desno strani ta ena pot, ko greš lahko na Vitranca, ne. In tu je glih idealno bilo tole, ne, v tem dežju, ne. In on to lahko lepo posnel, pa sem pol tam to naštimal malo, ne. Bilo je heco, ja, res je deževal, da bi hotel vse dol pasti, ja, pa novinarka reče. Tako pa je pa bilo v redu, veš, ker ni bilo dosti ljudi. Ja, bila sta pa sama, ja. Ona je prekaj lepe gore, ko uživam, pa ne cenila, če videl, ki je zalivala. Ja, saj dobro. To je pa sam drugače, za glede snemanja pa vsega pa bilo v redu, da je bil težka. Tako, da niste imela gužve, da ste se res... Ja, da smo lahko to v miru naredili, ker je itak je bilo dolgo. Super, koliko časa ste porabili za to snemanje? Pa pravim, 4-5 ur, meni se zdi, nekaj takega. Ja, traja, ne. Pa je bilo, veš, vse brez pripravkov, midvo. Pa se tisti človek, zdaj po dobri uri sem te že malo bolj spoznal, ki imaš marsikaj za povedati, pa nimaš za drege govoriti o stvareh, ki so ti res ljube, ki so ti pri srcu in tek ti je pri srcu, pa hribi so ti pri srcu, pa ljudje na vse zadnje tudi, če smo že pri tem. UTMB, a tudi ti hočeš iti na UTMB? Ja, seveda. Spet eno retorično vprašanje, se posipam. To ti je vrhunc, da greš, vsaj enkrat. Da vsaj enkrat greš tja, ne. Tako da, bo. Kdaj so prijavili žreb, so že bile, se spremljam? Ne, mislim, da konec decembra bom videl. Ne, imam že vse zaseden. Bom videl, kaj bom naredil. Zdaj za te lavarede sem ven padel, ni šlo skozi. Tako da zdaj še dvakrat se prijavil, pa pol tretjič si noter, kako. Nekak tak imajo, ne. Nekak tak sistem imajo, ne, tako da naslednjo leto spet probamo, ne, tako da, pa tam je tudi zelo lepo, Cortina tam, Dolomiti, ne, tako da. To si že prehodil tako, mogoče? Ja, tam sem že bil, ne, tako da vem, približno, Cortino tam malo poznamo, ne, tako da, pravim, Dolomiti, lepota je, to. Lavaredo, točen na UTMB si rekel, Balaton. A kje si rekel, da hočeš enkrat še maraton po 4 ure preteči? To sem tam rekel, to je pa v Ljubljano. To pa je samo Ljubljano dobro, ker nima klančkov. Pa tudi, ja, pri tvojem urniku, kdaj boš pa zmogel to še dati v svoj koledarček? Pa tam še glih imam nekaj fraj. Še dobro, da so... Plan je po 4 ure, da bi ga spravil, ne pa pol je to, ne. Bo enkrat, ne. Sicer, že 2 ali 3 leta nazaj bi skoraj na Istrskem, ne, tam bi skoraj, pol pa na zadnje, pa spet tisti klanc gor, pa na nek zabil pa pol 4 ure pa 5 minut, glih to, da nisem. Tako da moram še enkrat probati, ne. No, to definitivno, ne, te 4 ure moraš spraviti sistema, ne, tisto trojko kljukca, to moraš narediti, ja, to moraš narediti, ne. Zato, da se spodobi, da pol delaš sam še 100, pa 100 milke. 100 milko, da drugo leto si rekel, da imaš že kakšno plano, imaš? Ja, Istra, ne. Istra 100 milka se vračaš na rdečo ali kjero progo, kjer je bar? Ja, rdečo, itak rdečo. Ja, seveda. Boš naskakoval čas po 40 urami. Ja, bom probal, ne, vsaj gledaj. Bomo videli, kako bo šlo, ne. Tako da, to je tista, ne. Fajn bi bilo, ne. Po 40 prav.
To sem zato, da ne ti rekel, ja, da bomo zdaj pač na aplikacijah, ko bomo to spremljali. Ja, jaz še ne vem, kam bi šel ta vikend naslednje leto. To je eden redkih vikendov, ki še nimam splaniranega. Ne? Sicer me bo žena ubila, če rečem, da gremo ali v Istro, Hrvaško ali slovensko Istro, ker je na isti vikend, se mi zdi, maraton. Ja, dol v To Kopru. je isti vikend, ja, oni imajo zmeraj isti vikend, ja. Ja, ja, a ne, in je kar težko se odločiti za vse, ampak ja, nekam bi pa šel, ja, pa tam, kjer bom, pa če ne bom tam, kjer boš ti vse na aplikaciji spremljal tvoj SAP 40 ur projekt, ja, na rdeči progi v Istra 100 mil, vrhunsko in da še par kamnov dobiš, da boš te teli žrebi šli Ja, lažje saj skozi. to, ja. Pa pol kaj, tudi ta Julijan, ne, ta dva sta najbližja, ne, s temi kamni, ne, tako da bomo videli, no, za Julijan pa bomo videli, mogoče 120, ne, bomo videli. To je septembra spet, To je še ne. septembra, ja, to Ja, imaš še čas, 2 meseca. to še ima malo čas. Samo zdaj, če malo pa spet prijave odprejo, bomo videli, kaj bomo naredili. Prehiter se odpirajo, ne prehiter te postavljajo pred te dileme, ne, da kaj Ja, narediti. jaz pa sem tak, se prijavim, pa pol razmišljam, kaj sem naredil. Ko gre denar Vidiš, že od tebe. to je tudi rešitev za tebe. Ti se prijav na 100 mil, pa 100 km, pa pol razmišljaj, kaj si naredil. Ko denar že gre, pa ga ne moreš več nazaj vrniti, pa ti ne Tako, postane pol pa drugega. samo ti kaj ti ostane, da probaš čim bolj trenirati, ne? Moji gorenski duši prav nič, ja. Sej to je to. Sej to je to, ja. Zato imam blokado na karticah, da na trele se ne smem prijavljati, ker pol bom Ja. izdarija. Ne, hecam se, seveda se hecam, seveda se bom, veš, da se bom, a ne, toliko se pogovarjam o teh stotkah, o 100 milkah, da se bo spodobilo enkrat in ja. Vsaj enkrat, no. Ja, moram, ja, Gazo, da če tole poslušaš, nič ne obljubljam, ampak Ja. enkrat, evo, zdaj sem Simonu srečo sem obljubil, evo, da enkrat v svojem življenju bom pa 100 milko naredil, ja, pa najbrž v Istri, ker je najlažja, pa mogoče na K24 stotko, evo, pa bo pravici zadoščeno. Pa bo, Ali pa a ne. na obalu stotko, evo. Ali pa na obalo stotko, ja. Evo. Ja, tisti vikend sem tudi še frej pravijo, ja. Baje. Simo, zdaj ena stvar poleg hribov, ki čudovite fotke, mimo grede. Sam povej mi, tvoja najljubša pot na Storžič je, Mače, pa čez Zmač. Skališče, ti ni? Kališče pa gor, pa to je to, ne? Ti ni dolga, predolga, prekamnita, ne? Pa ne, zakaj? Saj za trening je odlično, ne? Pa še pol lahko greš na Bašelski, pa na Mali Grintovc, pa še do srednjega vrha lahko greš in je že trail skoraj, ne? Ena mojih najljubših poti, kar si zdaj omenil. Ena mojih najljubših poti. No, Evo, evo. točen po tem grebenčku, pa potem dol v predvor. Bravo. Ja. Bravo. Ne, hotel sem reči, da poleg čudovitih fotk sončnih vzhodov objavljaš tudi čudovite fotke različnih pic, pa friganih kalamarov, pa tako naprej. Vidiš, To tudi, zdaj lahko. in to je tisto, kar bi hotel kazati, da se bom pa nagradil pač za eno fajno pico. Si ljubitelj pic, očitno si, a morske hrane tudi. Ja, zato, ker lahko, ne? Če je Mislim, celo ja. po kakih trailu ali pa tam, pol lahko. Koliko sem letos skuril v Istri? 15-16 tisoč kalorij, ko skuriš, lahko dosti pic poješ, a ne? Tudi če je fejst, ja, kalorična pica, jih najmanj 10 lahko, pa zdaj pa No, nič. evo. In rabaš več časa, kad si laufal, da to vse poješ. Ja. Pravno, zato ko se dosti zmataš ali pa kaj, bilo kaj, ko greš s ribo, če je trigav ali pa škrotica, tega težje, ne, ki so naporne, pica brez problema, ne. Se nimaš kaj, se nimaš česa bati, se ne boš zredil. Zato pa je, ne. Moraš dobiti nazaj energijo. Tako je, no, pa se na koncu se moraš jesti, se ne moraš se stradati. Pravim, vse najhujše je pri hujšanju, moraš jesti, a ne. Da ne, moraš zmeraj jesti, mislim, jesti moraš, a ne samo ne preveč. Mislim, sigurno, zdaj te bo kdo povprašal za kakšen nasvet, pa za kakšen napotek, ampak recimo, no, pa dajva zdajle to narediti, recimo, da te jutri napiše, bom rekel, nekdo, ki bi rad shujšal, ne vem, 30-50 kil, pa bi rekel, Simon Sreš, daj mi povej, kako naj se tega lotim, katero dieto priporočaš, kako, kje, kaj, zakaj? Kaj bi mu ti svetoval, recimo? Najprej ga moraš vprašati, če je pripravljen na to, ne.
si moraš to najprej sam sebi v glav, ker če nisi pripravljen, to ne bo šlo. Nobeden Ne? te ne bo izvlekel, Ne. če si sam Jaz ti nisi. lahko povem tole dieto, naprimer mojo, ločevalno, poiščevo gor, vse ti lahko povem. Ja, pol pa, ja, jaz ti lahko kaj pomagam, sam s palico ti pa zraven ne bom stal, ne. To se že moraš prej sam pripravljati, že malo dalj časa, tako da veš, mislim, ne veš, kaj te čaka, ne, ampak prej si že želeti, ne, in to je to, ne. Pol pa počasi začneš, saj na začetku ni problem, na začetku so vsi navdušeni, ko najprej gre voda ven, pa tistih 20-30 kil hiter gre dol, ne. Pol se začne treniranje, telo tebe ali ti njega, kateri bo prej popustil, ne. In se ne smeš dati, in to je pa samo v tvoji glavi vse, ne, tako da pomagaš z nasveti lahko, ampak več ali manj pa človek moraš to sam narediti, ne. Že prej se pa moraš psihično pripraviti, tako da si pripravljen, da boš shujšal, ne. Tako da tu so glih tile ta dolge treli, pa vse, to je vse isto, ne. Moraš se pripraviti za to, da lahko to greš, ne. To je to. Saj majčkeno sem pobrskal, ja, po tvojih možganih danes, ja, da je videl, kaj se noter dogaja, ne, in kako deluješ, kako si to uspel, ker si, bom rekel, ogromno ljudi tam zunaj, pa poznam jih, ki so poskušali marsikaj, nekaterim je uspelo, marsikomu ni uspelo, no pa marsikomu ni jasno, zakaj ne, ampak je pa res, ne vem, to, da poznam dosti ultrašov, ko stanejo zjutraj ob 3 ali pa 4, pa grejo laufat, pa je zunaj dež, pa mraz, pa sneg, pa ti greš tudi, če je dež, pa sneg, pa mraz, pa Ja, zdaj dež jih ne najrajš, ampak ja, pol že greš. recimo, šel si na, ne vem, na Julian Alps trail, kjer je scalo, pa šel si na Velenje trail, kjer je scalo, pa tudi nisi obrnil, pa se usedel v avto, ne. Ne, ko sem že enkrat tam pol grem, kam v drugi. Rekel, če sem se toliko cajt vozil, pol bom pa že šel. Ja, pa kaj boš pol, pa seveda ti ni vseeno, ne. Pa zdaj spet ta dež, ne, pa kaj, moraš, ne. Saj najlažje je, ko začneš teči, pa pol začne, samo ne na začetku že, ne. Saj na Julijan na začetku ni šlo, prvih 5 minut, pol pa konc bilo, se samo nalival. No, na primer Velenje pa že od samega začetka, samo dobro, tiste samo 18 kilometrov pa greš, ne. Ta dolgi tisti je pa že malo druga zgodba, ne, ko te pere ko neumnega, ne, tam pa moraš z glavo delati, ne. Se malo še skoraj do prve bi skoraj odstopil, pol pa, saj gremo naprej. Pol je pa šlo, ne. Mislim, ja, tisto, ko si moker, premražen, Vse moker, prstov pol ne tam, kjer smo v Žirovnici, si se preoblekel, ma kaj si ven stopil za 5 minut, že spet vse moker, a ne. Ni, a ne, pol pa samo greš dal. greš pa rečeš, to naj se To odteče. je to, a ne, Ja, moram iti, a ne. moram hraniti gibanje, zato da sem približno topu in to Ja, je to, ne. to je to, ja. Kakšni občutki so te prevejali v zadnjem kilometru svojega 100-milskega traila, ko si prihajal tja v Umag, pa evo, Viš, da ne vem, kaj si razmišljal? da sem Hvala. v cilju, da je uspele, da sem pač prišel v tem limitu, a ne, in da je uspelo, a ne, saj se zdaj na koncu, ja, ideš v cilj, pa pol najprej tisto, kaj je zdaj, a ne, cel konc, gotovo, kaj je zdaj, a ne, no, pol pa začneš počasi, hvala Bogu, uspelo je, a ne, pol pa začne ti grani še bolj delati, a ne, super, prišli smo, a ne, pol pa imamo že en tekač, že tudi zraven, si prišel, sem, super, a ne, pol pa, hvala Bogu, a ne, tako da, tisto zadnji kilometer, ja, v bistvu že komaj čakaš, da prideš v cilj, a ne, pa da ti je uspelo, to je, ko je najbolj, ko si si zadal cilj, a ne, bilo je težko, pa vse, ampak v cilju si, a ne, to, ko je najbolj pomembno, zaradi tega prideš, a ne, da prideš v cilj, a ne, v limitu, a ne, saj jaz itak, ne vem, kako hiter ne bom nikoli, ampak meni je samo cilj, da prideš v tistem limitu in to je to, a ne. Saj en čas si postaviš, pod 40 ur sem imel, a ne, sicer je pol 1 uro zmanjka, to ni nič, ampak glavno, prišel sem v cilj, pa brez poškodb, to je glavno, a ne. Tako da, pa ful zadovoljen, a ne, tako da. Si kdaj si pol doma tako razmišljal, dan, 2, 3 kasneje, ko si bil še ves razbolen, mislim, kako mi to uspelo, to mi ni jasno, kako mi je Ja, saj ratalo. kaj, si naslednji dan že razmišljal, da bi šel spet. Že pol tam tisti cel progo, na vmes koneš, ko hodiš, pa zakaj meni tega treba, zakaj to, zakaj ono.
Ja ne, ko prideš v cilj, pa si to malo dol sedeš, pa malo ti spremišljuješ, pa tam, ne. Ma kaj, za uro, dve, ma bi že šel spet, a ne. To je to, a ne. Pa če vidite, vse boli, pa pravi, saj noge hitro uštimo, sam telo te pa ne bo pustilo, ne, tako da moraš malo počivati. Ne, tako da. Razmišljaš tudi kaj bolj dolgoročno, kot Simon, mislim, ne vem, zdaj naredil si to transformacijo, si uveljavljen trail tekač in tako naprej, ampak vendarle vse nas malo dohitevajo leta. Kje se vidiš čez 10 let, recimo? Evo. Ja, Hribi itak, a ne, kakšni krajši trail bo še verjetno itak, a ne. Ja, kaj pa vemo, ne, saj načrti so, a ne. Zdaj pa kako bo po telo sodelovalo, bomo pa videli, a ne. V trailu se pa še itak vidimo, ne, saj drugega mi ne ostane, to je zdaj ta druga droga, zasvojenost, no, tako da povem, a ne. Prej sem imel tisto, samo je ta dosti boljša, a ne, vseeno, tako da, to je to, a ne. V trailu se pa itak vidim, pa v hribih pa zmeraj, a ne. Ker hribi so itak mi prva ljubezen, ko sem že rekel, a ne, tako da hribi ti itak dajo vse te naučijo, a ne, samo spoštovati moraš, pa je to. Res je to, delim s tabo, bom rekel, to misel, to mnenje, definitivno. Ne vem zakaj rinemo te hribe, ampak dajo nam nekaj posebnega in zmeri znova, ja, vračajo več, ne, kot Ja, ti tam tisto, ko si pustiš. mi rekel, ne, ko grem na telo sončna soda, ne, saj ko v avto si nama daj, si mu kam že spet, a ne, in ko pa enkrat začneš tam hoditi, to vse pozabim, ko sem utrujen, vse, ko pa ti sončno sodo dobiš, pol si pa zmagal, ne, pa še čist mir od zgoraj, čista tišina, nobenega nikjer, a ne, in to je to, a ne, in ko te to zasvoji, z tega ne moreš živeti, in to isto kot trail, a ne, ko si enkrat noter, ne moreš živeti, ne. Ampak praviš, mislim, če je to zasvojenost, mislim, pa ne bo, pa ne traja. Naj sam traja, čim dalj. Naj te ne mine. Ja, tako. Mislim, a je lahko preveč dobrega, mislim, a je lahko dobrega tudi preveč. Lahko je preveč tort, pa lahko je preveč piva, recimo pa, da hribov pa se zlepa ne prenesitiš ali pa nikoli. Ne. No, tako. Ne. To ne postane. Pri tem, Simon Sreš, jaz sem zelo počaščen in vesel, da si se odzval mojemu vabilu na tale pogovor. Rekel sem ti, a ne, urca v pol hitro mine in je minila urca v pol hitro. Ja. Hvala Ja. tudi tebi, no. Želel sem te spoznati malo boljše, jaz mislim, da mi je uspelo, čudovit človek si, izjemna osebnost. Ja, tako da. Bomo se še itak videla, kje. No, zdaj bom seveda premišljeval, ko bom zaključil s tem snemanjem, kaj vse sem te pozabil vprašati in tisto, dragi Simon, te bom vprašal potem v živo, ko te vidim prvič na kakšnem trailu ali pa po trailu in tako naprej. In ja, verjemi, da te bom še vprašal, ko bom šel na svojo prvo stotko, za kakšen nasvet, kaj je pametno jesti na 100, pa kaj na 120 kilometrov. Klobasi, sir, kak kruh, pa to, pa Coca-Cola bo obvezno. No, zdaj, rad imaš kako pivo, pa tudi pivo lahko zdaj zmesi spiješ, evo. Mislim, vse si povedal, evo, zakaj bi bilo komplicirano, če je lahko preprosto. Evo, samo ne komplicirate. Evo, naj bo to zakončna misel tega podcasta, spoštovani in spoštovane, Simon Sreš, kot ga morda še niste poznali zdaj. Ja, Simon, upam, da bo še več deklet tam zunaj na trailih reklo, Simon, ti si tisti, ki te pozna vsa Slovenija, pa boš ti rekel, a lahko poveš saj, kdo si, preden mi rečeš, da si lajkala. Želim ti še izjemno sezono 2025, pa nadaljne seveda, pa čudovite dogodivščine, pa da se seveda čim prej spet srečava tam zunaj na stezicah. Hvala, Simon. Hvala tebi. Srečno. Hvala, čau. Čau.